Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo in če gledate to kasneje preko YouTuba, se mi lahko pridružite preko povezav spodaj v opisu in pripetem komentarju. No, in če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea tudi zamudili. Kar zanimivo dogajanje imamo včeraj. Tukaj vidim, da imam spet neko čudno svetlobo zaradi sonca, ki mi nabija od zadaj. No, danes je torek, 3. marec, in včeraj lahko vidimo, da smo dobili kar eno lepo konkretno rast. In gledali smo te likvidnosti. Tukaj od spodaj imamo to likvidnost na 65.000. Te likvidnosti, kjer ima večina, ki so stavili na rast, naštimane stop losse, te likvidnosti nismo pobirali, smo pa šli gor in smo pobrali točno ti dve. Tukaj imamo prvo na 67.500, tako da te ni več. In tukaj je ta druga, celo ta drugo smo šli pobirati na 68 oziroma 69.000, tako da tudi te zdaj ni več. Kot vidimo tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Kaj se je zdaj zgodilo še včeraj? Jaz zdaj spremljam predvsem tole. Tukaj lahko vidimo, bom jaz kar horizontalno črto dal. Tukaj lahko vidimo, kako smo vztrajno udarjali ob tole horizontalno mejo z vedno nižjimi vrhovi. Imamo vrh, nižji vrh in pa nižji vrh. In potem smo jo izgubili. Tukaj na enournem časovnem intervalu vidimo nekaj podobnega, le da mislim, da smo tukaj naredili dvojni vrh. Tako da zdaj vprašanje je, kaj smo mi zdaj naredili s to rastjo. Ali je to zdaj legitimna rast, ali pa smo mi samo šli pobirati likvidnosti. In jaz zaenkrat vsaj mislim, da je slednje. Ker, kar se tiče gibanja cene za bike, bi jaz zdaj pričakoval, glede na to, da imamo to mejo, to je na 68.700, tam nekje. Za njih bi pričakoval, da mi zdaj tole prebijemo, jo gremo testirati kot podporo in potem šibamo naprej gor. Ampak, glede na to, da so se tukaj, kot vidimo, lahko začele nabirati dolge pozicije točno na tem dnu, tako da imamo novo likvidnostno območje, ga bom kar označil, to je na 67.800. Glede na to, da je kar nekaj ljudi začelo staviti na rast, prav pri tem padcu, ker osnovno pravilo je, da se pač kupuje popravke, bi se lahko zgodilo tole, da mi gremo testirati tole mejo kot odporno in potem gremo pobirati to likvidnost tukaj spodaj. In potem lahko padamo tudi naprej. Spodaj imamo označene še likvidnosti, prej sem že omenil 65.000 in pa še ena je tukaj na 62.500. Ta je ostala še od prej, ki je nismo pobrali s tem padcem tukaj. Tako da današnja situacija bo po mojem kar zanimiva za spremljati. Za spremljati bo tudi, če bomo mi slučajno tukaj naredili kakšno skrito medvedjo divergenco na 15-minutnem časovnem grafu. Zdaj, na enournem časovnem grafu imamo trenutno kar neodločeno stanje, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij,
ampak imamo še odprej, tukaj vidimo pri tem dnu, ja, točno na 65 000 je kar nekaj ljudi stavilo na rast in tega v bistvu še nismo pobrali. Tako da pri tej zadnji rasti bo treba kar malo paziti pa spremljati. Zdaj, če bo kaj, kakšno pomembno dogajanje, bom seveda še dodatno obvestil preko Patreona. Isto sem naredil včeraj, ko je prišlo do te rasti, sem obvestil, da smo pobrali vse tele zgornje likvidnosti. In zdaj smo tudi malo počakali in vidimo, kakšno stanje se nam trenutno riše. Kot sem rekel, zelo pomembno bo spremljanje tele meje tukaj na 68 700, 68 800. Če dobimo zavrnitev od tele meje, potem lahko padamo še naprej dol in ta prva likvidnost je na okoli 67 800. In potem je še tale, ki je ostala, na okoli 65 000. Dajmo mi pogledati zdaj še Ethereum, kaj se z njim dogaja. No, tukaj tole se ni izvršilo, tako da bom tole zbrisal. Tukaj smo prej označevali tale odboj v obliki črke V. Šli smo naprej gor, ampak potem se je zgodil vikend, smo se zadrževali kar nekaj časa tukaj in potem smo končno dobili tale odboj. In tudi tukaj smo čisto točno, prav točno smo pobrali te zgornje likvidnosti. Imeli smo jih na 2060 tam nekje, tako da tele ni več. In tudi celo tole smo pobrali na 2085 tam nekje, tako da te zdaj tudi ni več. Kaj se dogaja pri Ethereumu? Čisto ista situacija. Bom tudi tukaj označil tole horizontalno mejo. Imamo horizontalno mejo na 2026. Ob njo smo udarjali z vedno nižjimi vrhovi. Imamo vrh, nižji vrh in pa nižji vrh. In potem smo jo končno tudi prebili. Zdaj, to mejo bo treba spremljati. Isto kot pri Bitcoinu za bike. Seveda, da gremo gor, jo prebijemo. Gremo testirati kot podporo in potem šibamo naprej gor. Za medvede pa jo testiramo kot odporno mejo, smo zavrnjeni in potem gremo naprej dol. Zdaj, Ethereum je zanimiv, zaradi tega, ker tukaj v zadnjem času je kar precej ljudi stavilo na padec, kot lahko vidimo po temu indikatorju tukaj. Šele pred kratkim so začeli malo več staviti na rast. Tako da imamo v bistvu kar zanimivo situacijo in bo treba večinoma spremljati tole ceno oziroma gibanje cene. Zdaj, glede na to, da so tukaj stavili na padec, ja, bi lahko mi imeli likvidnostno območje tukaj na 2040, kjer bi imeli naštimane stop losse, torej 2040. Lahko se zgodi, da gremo mi pred kakšnim padcem pobirati tudi tole likvidnostno območje, morda samo s špicem, in potem padamo naprej dol. Tako da, ja, to bo treba kar spremljati danes, jutri. Tukaj na enournem časovnem intervalu smo imeli tole označeno kot možni dvojni vrh, ampak temu ni bilo tako. Ja, je situacija tudi tukaj kar precej neodločena, ampak očitno smo mi tudi tukaj naredili neko verzijo dvojnega vrha. In seveda,
neckline meja tudi na okoli 2030. Tako da, kot sem rekel, meje za spremljati na Ethereumu 2030, na Bitcoinu, tukaj tale na 68.800. Vsekakor bo še zanimivo, bomo videli zdaj s testiranjem te meje, teh mej na Bitcoinu in Ethereumu. Če smo mi zdaj dobili legitimno rast, ali pa če smo samo pobirali likvidnosti. Tako da ja, to bo vsekakor še zanimivo. Ne se mi pozabiti pridružiti na Patreonu, imamo live vsak dan ob 9. zjutraj, kot sem rekel, povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu, če spremljate kasneje preko YouTuba, in če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Seveda, kakšen všeček tudi zelo pomaga, in pa tudi komentirajte spodaj, kaj si vi mislite. Ali smo zdaj mi dobili legitimno rast, ali pa smo samo šli pobirati likvidnosti navzgor. Prav zanima me vaše mnenje, kar napišite od spodaj in začnimo neko debato. Tako, to bo tudi vse za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej in se vidimo ponovno jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau.